Lepo pozdravljeni. Za nami so prvomajski prazniki in kar nekaj vsakoletnih srečanj je bilo, ki so vredni tudi omembe v novicah tedna. Najprej gremo na Javorovico, v najvišje ležečo vas v šentjernejski občini, kamor se je že od jutra zgrinila nepregledna množica pohodnikov in drugih obiskovalcev, ki jih je na osrednji slovesnosti nagovoril predsednik države Borut Pahor. Ob prazniku dela so počastili spomin na padle borce 4. bataljona Cankarjeve brigade 16. marca pred 69 leti. Slavnostni govornik, predsednik države Borut Pahor, se je dotaknil aktualnih gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji. Slovenija se v kratkem času drugič sooča z recesijo in ta je naravni sovražnik ugodnih socialnih kazalcev od stopnje zaposlenosti do možnosti zdrsa pod prag revščine. Ali bomo Slovenci dovolj enotni, da se bomo izvlekli iz teh težav, se je spraševal Pahor. Trdno verjamem, da lahko sami rešimo tisti del naših problemov, ki je odločilen za to, da ostanemo suverena država v polnem pomenu te besede. Za eno od 4 preživelih tragičnega dogodka, zdaj pa edino še živečo Malči Jakša Mišom, Javorovica pomeni kraj žalostnega spomina na krvavo dogajanje. Meni tole veliko pomeni, tako da doživljam vedno še tisto, kar se je takrat dogajalo. Še vedno ne moreš to pozabiti, nikoli ne boš pozabil. V čast in opomin za vse tiste strahote v drugi svetovni vojni se moramo spominjati, zakaj so naši ljudje padali pod streli sovražnika. Ter katere vrednote so gojili za naš boljši jutri in za svobodo našega naroda, dodaja Zagorc. Jaz mislim, da že ta obisk pomeni, da ni to samo prireditev, katero smo organizirali, ampak da so se ljudje navadili, ne samo danes, ampak tudi druge dni v letu, da obiskujejo te obronke Gorjancev. V jasno nebo nad Javorovico je poletelo 113 belih golobov. Toliko je bilo tudi žrtev bataljona, ki naj bi v svet ponesli mir, sožitje in ljubezen. Ni logično, da smo v krizi, saj radi delamo, ne znamo pa se ceniti. Začeti se moramo zavedati, da je delo res vrednota. Je na tradicionalnem prvomajskem srečanju na Devencu izpostavila slavnostna govornica, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Današnja situacija je nastala zaradi strahu, da bodo ljudje ostali brez služb, a še vedno nas varuje zakonodaja, poudarja. Ljudje se morajo zato zavedati, da pravice še vedno imajo in da ne smejo podlegati vsem grožnjam in da se morajo zato tudi izobraževati, informirati, kaj so njihove pravice in se zato tudi postaviti za svoje pravice. Delavce pozivajo naj delajo v podjetjih, v katerih cenijo delo. Podjetja, ki izkoriščajo delavce, pa so se znašla na črnih listah sindikatov. Gospodarska kriza močno zarezala v regijo, vsaj v panogah iz intenzivne proizvodnje, lesarstvo, tekstil, gradbeništvo. Seveda, večji del bremena pada na sindikate, tudi nezadovoljstvo delavcev, žal pa pri vseh stvareh ne moremo pomagati. Na današnjem srečanju so sicer podelili priznanja 5 prizadevnim sindikalistom. Jaz sem zelo zahvalna za tole, ker tudi in ponosna, da sem to dobila. Bom se prizadevala, da bom še naprej tako, kot sem do zdaj vse usklajevala z sindikatom, sodelovala. Najtežje je pridobiti nove člane, je prepričana ena izmed prejemnic priznanj. Mogoče tisti, ki ne razumejo, kaj je v sindikatu, kaj je sindikat se doseglo, da je ostala malica, da je ostala prevoz na delo, da je vse. Mogoče drugi poslušajo, ki so nasprotni sindikata, ampak to ni prav. Moraš tudi nekaj narediti za sindikat, da prostovoljno in da tudi s tem namenom je sindikat ustanovljen, da se prostovoljno dela za ljudi, za tiste, ki so manj finančno podkovani. Priznanje tukajšnje organizacije svobodnih sindikatov sta prejela tudi Mitja Jeras in Marjan Železnik. Na listi že tradicionalno pri pripravi prvomajske proslave združijo moči sindikati, planinci in sevniška občina. Žal delo vse bolj postaja privilegij in ne priložnost za vse. Kako naj dobim službo? Kako naj imam moža? Kako naj imamo otroka? Kaj moram narediti, da pridem do stanovanja? Na katera vrata moram potrkati? V katero stranko vstopiti?
Edino delo in zaupanje nas lahko popeljeta v boljši jutri, je v pozdravnem nagovoru dejal sevniški župan. Danes je zaupanje tisto, ki je izredno padlo. Vlada ne zaupa sindikatom, sindikati ne vladi, ljudje ne zaupamo nikomor in to nezaupanje se širi. Sinoči so nam tudi iz sveta povedali, da nam ne zaupajo. Nihče več ne govori, kdo v svetu je povzročil krizo, le neprijazni predlogi prihajajo iz Bruslja, je dejal slavnostni govornik Pavle Vrhovec. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije že dolgo vemo, da za krizo niso odgovorni delavci in da ni nastala kot posledica delavskih pravic in delavskih plač. Delavci vedo, kako nemočni so v odnosu do kapitala, zato 1. maj spet dobiva veljavo borbe za pravice. In praznik ta smo včasih bolj skromno praznovali in bolj udarno, ker je bil res namenjen delavcem. Danes pa politiki hočejo vse izničiti. Hvala Bogu, da imamo Dušana Semoliča in pa Zveza svobodnih sindikatov, ki to spodbujajo in nam dajo veselje. Ne, tako ni več, ne? Ampak je čeprav vsaj enih par teh znanih hribov, ko še imajo, ne? Samo, kaj se vem, ni tako, no, kaj je bilo. 1. maj je to druženje celega slovenskega naroda, pa da je veselo. K veselju sta s svojim nastopom prispevala godba Sevnica in pevski zbor Azaleja iz Boštanja. Na predvečer praznika dela so v številnih krajih zagoreli kresovi. V Beli krajini so kresovanja pripravili v skoraj vseh večjih krajih in vaseh. Največ ljudi pa se je zbralo na Črnomarskem Kozjem placu. Tamkajšnji kreskoti so namreč že 13. leto zapored pripravili veliko kresovanje, ki se je pričelo s pesmijo Devojčic zelenega Jurija in skrbno načrtovanim prižigom več kot 10 metrov visokega kresa. S pripravljeno žerjavico so hkrati na 4 koncih prižgali kres in plemeni so se hitro dvignili visoko v nebo. Lepo ga je videti. Lepo, sploh je lepo zložen. Krasen kres, fej so se potrudili. Lepo je videti nekaj takega. Naši črnomaljci znajo to najlepše narediti od vseh, kar jih vidimo. Pa ne le v Beli krajini. Mislim, da je tudi najlepše v Sloveniji. Se upam staviti, izzivam vse. V pripravo takšnega kresa je bilo seveda vloženih zelo veliko ur dela. Odkar sem jaz tukaj, teh 13 let, tudi enkrat nismo nobene gume, nobenega bencina, olja, nič takega, kar bi škodilo naravi ali okolju, polivali. Kljub temu je kres lepo gorel in širil toploto daleč naokrog. Ob njem pa so se zabavali Belokranjci vseh generacij. Le redki so si noči razmišljali o pomenu praznika dela in o visoki brezposelnosti, ki pesti Belo krajino. Kresovanje je namreč po starem običaju povezano z veseljem in dobro voljo, ki je na Kozjem placu ni manjkalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Novomeški mestni svetniki so se na zadnji seji seznanili s projektom hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava, katerega osnovni namen je kakovostno čiščenje odpadnih voda. Prvi del projekta, v katerega sodi čistilna naprava, je v gradbenem smislu že končan. Pred dobrim tednom dni so izvedli tehnični pregled, na podlagi katerega bo izdana odločba o poskusnem obratovanju, potem pa bo objekt pridobil še uporabno in okoljevarstveno dovoljenje. Čistilna od 22. marca naprej deluje v polnem teku. Rezultati so nad pričakovanimi oziroma nad napovedanimi, se pravi izpusti v reko Krko so neoporečni in krepko boljši, kot jih narekuje naša zakonodaja. Drugi del naložbe, v celoti vredna 12 milijonov evrov brez davka, je Kandijska cesta, na kateri dela po dolgi zimi pospešeno potekajo, pravi Kobe. Odprt je bil že prvi odsek od mostu preko Težke vode do križišča nad Mini. Dela se nadaljuje na ostalih odsekih, tako da na trenutno dinamiko in dela, ki potekajo, ocenjujemo, da bomo dela zaključili v predvidenem roku. Ljudje so bolj potrpežljivi in strpni kot ob gradnjah v preteklosti, meni Kobe. Predvsem ob spremembi prometnega režima, se pravi ob premaknitvi zapor, je bilo nekaj klicev in negodovanja, katera so se v nekaj dneh polegla, ker očitno so se vozniki navadili na spremenjen režim. Moram reči, kar se tiče Begra, da so res
izredno fleksibilni in so nam pomagali že tisti dan, da smo dali tisto tablo tam, ki se vidi, da je možen dostop do nas. Me je pa edino, kar me je razočaralo, ne vem, mogoče, da bi saj iz občine kdo rekel, da bo ta pa ta dan zapora, da bi saj ta obvoz nekako si že prej zrihtali. Kandijsko cesto z vso infrastrukturo naj bi dokončali do konca poletja, je povedal Kobe. Znaten pospešek gospodarskemu razvoju občine in rast novih delovnih mest si, tudi zaradi ugodne lokacije ob avtocesti, v prihodnjih letih v Škocjanu obetajo od Gospodarsko-tehnološkega centra. Občina je namreč že prejela pozitiven sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o sofinanciranju komunalne ureditve poslovne cone z vso potrebno infrastrukturo. Opremljena stavbna zemljišča pa naj bi tako postala še privlačnejša za morebitne naložbenike. Vrednost naložbe brez davka na dodano vrednost znaša v skladu z investicijskim programom nekaj več kot 2,4 milijona evrov. Od tega bo približno 60% zagotovila občina iz svojega proračuna, preostali delež, gre za dober milijon evrov, predstavljajo nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tle je predvidena v prvi vrsti čistilna naprava, 1800 populacijskih enot, sledijo vodi kanalizacije, vodi vodovoda, elektrike in seveda tudi predstavitev v določenem delu cestne infrastrukture. Že v začetku aprila je bil objavljen tudi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Rok za oddajo ponudb, kandidati morajo poleg priložiti 100 tisočakov garancije za resnost prijave, pa je 16. maj. Sledi na ta dan odpiranje. Razpis je koncept narejen tako, da so možna tudi pogajanja, namreč razpis je kar velika vrednost, prek 2 milijona evrov. Na občini zato pričakujejo, da se bo na razpis prijavilo več ponudnikov, dodaja župan. Seveda, če bo zadeva vse stekla, da ne bo veliko pritožb ali česar kakršnikoli drugih zapletov, da bi lahko začeli v poletnih mesecih z realizacijo. V skladu z javno objavljenim razpisom morajo biti gradbena dela končana do 31. julija prihodnje leto. V odpadkih se najde kar precejšnje število reči, ki se jih da primerno reciklirati, menijo v Trebnjem. V novomeškem Revozu pa so kolektivni dopusti izkoristili za potrebne remonte. Takoj, ko se vrnemo. Direktiva o preprečevanju nastajanja odpadkov zahteva ponovno uporabo pred recikliranjem. Priložnost, da ponovno uporabo vključijo v sestavni del ravnanja z odpadki, so centri ponovne uporabe. Tega imajo zdaj tudi v Trebnjem, ki so ga uredili na tržnici v prostorih nekdanje cvetličarne. Prav je, da se zavedamo, da ne moremo tako neodgovorno ravnati s surovinami, poudarja direktorica Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo, ki vzpostavlja središča ponovne uporabe po Sloveniji. Tako da mreža tovrstnih centrov sedaj vključuje 7 teh centrov, ki aktivno delujejo. Na našem zemljevidu jih je več, nekako pa po časovnem predvidevanju bo naslednja lokacija Ljubljana in to bo tudi zadnja v tem projektu JUS-RIUS, ki je financirana iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Po eni strani želijo ljudem ponuditi še uporabne izdelke po dostopni ceni, po drugi pa tudi zaposlovati težje zaposljive osebe. Jaz sem zelo hvaležna, ker sem v bistvu prva promotorka ponovne uporabe, zaposlena kot težje zaposljiva oseba na tem projektu. Pridobila sem zelo veliko izkušenj, delam tisto, kar me veseli, v bistvu sproščam tudi neko kreativnost. Pri projektu kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju nekdanje občine Trebnje sodeluje tudi Komunala Trebnje. Med odpadki je zagotovo veliko stvari, ki jih je možno popraviti ali pa direktno ponovno uporabiti. Predvsem veliko takih predmetov najdemo pri kosovnih odpadkih. Pri tem računajo, da bo imel pozitiven učinek tudi nov odlok, s katerim naj bi pri odvozu kosovnih odpadkov uvedli sistem na klic. V nekaterih podjetjih, tudi v novomeškem Revozu, so ta teden na kolektivnem dopustu. V poletnih mesecih pa načrtujejo 5-tedenski dopust, torej teden ni več kot sicer. Velik vpliv na dolžino dopusta imajo investicijska dela, saj določena opravila lahko naredijo le v daljšem časovnem obdobju. Ta dva dopusta oziroma te odsotnosti za majske praznike, kako tudi za
letni kolektivni dopust sta bila planirana, tudi komunicirana zaposlenim in predvidena v letnem koledarju. Tudi projekt Edison, v katerem se pripravljajo na proizvodnjo naslednika Twinga in 4-sedežnega Smarta, poteka po načrtih. Zdaj prehajamo v intenzivno fazo, se pravi, da tovarna je že v obdobju zaupnosti, ko se že pripravljamo na industrializacijo novega modela, s samo proizvodnjo pa v prihodnjem letu. Težko je napovedati, kaj bo jutri, pomembno pa je, tako Bratkovič, da se znamo prilagoditi trenutnim razmeram, ko naročila niso na najvišji ravni. Naj ob tem dodam, da smo lansko jesen s sindikati, s socialnimi partnerji podpisali sporazum, da je seveda odpuščanje ena od možnosti, vendar skrajna, da pred to možnostjo koristimo vse druge načine. Tudi v zadnjih mesecih, ko dela ni bilo dovolj, so to urejali denimo s čakanjem na delo in ne z odpuščanjem, poudarja Bratkovič. V Revozu je sicer trenutno zaposlenih 2070 sodelavcev. Vila Trepo na obrobju Brežic, ki je vpisana v register kulturne dediščine, je bila nekoč upravna zgradba podjetja Agraria. V 15 let trajajočem stečajnem postopku jo je močno nagrizal zob časa. Društvo za oživitev mesta Brežic si Zavodom za varstvo kulturne dediščine prizadeva za njeno obnovo. Gre za modernistični objekt iz leta 1933, eden redkih v tem koncu Slovenije. Zgradil ga je opekarnar Leonard Trepo, ki je v vili gostil priznane umetnike in športnike svojega časa. Po vojni jo je v posest dobila kmečka zadruga Brežice, kasneje Agraria, po zaključku stečaja pa je od lani spet v rokah zadruge. Ta zaradi velikih stroškov obnove ne ve, kaj bi z njo. Ni nikoli naš cilj, da recimo pokažemo s prstom na koga, čeprav je pa včasih težko razumeti, da v bistvu je včasih treba samo vrata zakleniti, pa kaj za sabo pospraviti. Tako da ne moramo biti vedno najbolj prijazni, kar se tega tiče, ker v tem primeru, če bi bili malo boljši gospodarji, ta vila ne bila zdaj v takem stanju. Vila ima 1000 kvadratnih metrov uporabnih površin, ki jih zadruga za svojo dejavnost ne potrebuje, nima niti denarja za obnovo. Občina tudi ne more pomagati, pravi župan. Takšnih različnih kulturnih spomenikov v občini je ogromno in če bi seveda občina pokupila vse to od lastnikov, ki so na nek način nimajo svojih idej, to nimamo ne sredstev, ne možnosti, tako da pač Vila Trepo bojo morali o njej predvsem seveda razmišljati lastniki, kaj bojo z njo. Po oceni bi kvadratni meter obnove stal nekje do 400 evrov in zadružniki na takšna vlaganja ne pristanejo. Dlje, ko stare šole v Mirni Peči ne uporabljajo, bolj bo propadala. S to mislijo so dejavno zbirali predloge, s katerimi bodo zgradbo ponovno oživili. Idejno zasnovo pa so predstavili tudi občinskemu svetu. V prvi fazi bi uredili spodnje prostore v stari šoli. Tam naj bi svoj prostor našla zobozdravnik in zdravnik, želijo pa urediti tudi kulturni hram v spomin na Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Tukaj že dolgo časa iščemo neke lokacije, tudi v Mirni Peči so se pojavili, vendar smo nekje ugotovili, da bi bilo to zelo primerno v šoli. Telovadnica pa bo še naprej ostala v uporabi osnovne šole. Občina jo namerava energetsko sanirati, pri tem pa računajo tudi na sredstva na razpisu. Na ivanjski občini pa so skupaj s krajani iskali primerno rešitev za oživitev nekdanje podružnične šole v Hrastovem dolu. Zdaj so jo našli. Tam načrtujejo večnamenski dom. Podružnico v Hrastovem dolu so pred nekaj leti zaradi zmanjšanega števila otrok zaprli, zdaj pa bi ji radi dali nove vsebine in programe. Gre za poseben objekt, ki so ga zgradili krajani s svojim prostovoljnim delom in denarjem, je seveda kraj na ta objekt posebej navezan, pa tudi sicer bi bilo škoda, da bi v tako lepi dolini, kot je dolina, v katerem je Hrastov dol, ne bi ohranila te zgradbe tudi v prihodnje. S krajevno skupnostjo Dob so se odločili, da stavbo preuredijo v večnamenski dom za druženje in prostočasne dejavnosti, kar naj bi se zgodilo še letos. Glede na to, da bo opravljenega tudi tokrat veliko prostovoljnega dela, bo 50 000 evrov, kolikor imamo namenjeno za prenovo, verjetno dovolj. Dolgoročni načrti s to stavbo pa so povezani s turizmom. Tukaj bi radi postavili center Suhe krajine ali pa vrata v Suho krajino in glede na to, da je ravno v Hrastovem dolu
kar precej stroke iz tega področja, sem prepričan, da bomo lahko tudi ta projekt pripeljali do izvedbe. Ob šoli je sicer že urejeno sodobno športno igrišče, kjer se odvijajo številne dejavnosti. Javna agencija za varnost v prometu je svetom za preventivo občine Krško konec aprila pripravila akcijo Starejši voznik. Na parkirišču pred trgovskim centrom v Leskovcu so starejši pod vodstvom inštruktorja obnavljali vozniško in prometno znanje. Starejši vozniki premalo sledijo novim predpisom, glavna ovira zanje pa je moderna cestna infrastruktura, meni dolgoletni predsednik izpitne komisije, danes upokojenec Ivan Petrišič. Največji problemi se kažejo pri dovozih na avtocesto, potem izhodih iz avtoceste in pa seveda v krožiščih. Čeprav ji še precej manjka do upokojitvene starosti, je Jožica Gabrič izkoristila priložnost preizkusa svojega znanja. Zdi se mi, da mi nič ne šepa, da sem še kar nekako ohranila tisto, kar sem delala pred 30 leti izpit, ampak jaz sem imela zmeraj take avtomobile, ki so bili res težki za voz, ni bilo ni servo volana, ni nič, to je pa tudi krasen avtomobil za voziti, tako da bi se počasi spet navadila na to in drugače pa te stare predpise, omejitve, to še se vem. Gabričeva je pohvalila akcijo Starejši voznik, s katero je agencija začela lani in meni, da bi bila lahko večkrat na leto. Na osnovi te akcije bomo naredili analize in študije in v bodoče pripravili program usposabljanja oziroma svetovanja starejšim voznikom v prometu. Z letošnjim 19. januarjem spremenjen prometni zakon je znižal mejo avtomatske veljavnosti vozniškega izpita iz 80 na 70 let. Novomeško Gotnova že 42. leto zapored krasi majsko drevo. In letos so ga 15. postavili člani tamkajšnjega kulturno-športnega društva. Mlaj ni zgolj prvomajski simbol svobode in dela, ampak gre predvsem za čaščenje pomladi in, kot pravijo mnogi, najlepšega meseca v letu. Večina ljudi misli, da je mlaj ob 1. maju, ker se ga postavlja na predvečer 1. maja ali kakšen dan prej, da je to pozdrav prazniku dela 1. maj, pa temu ni tako. Vendar je to slučajnost v datumu. Če hočeš ti praznovati mesec mladosti in to je mesec maj, potem moraš to postaviti pred 1. majem. Pri postavljanju mlaja je tudi letos sodeloval Stane Cerar, ki je ta običaj v Gotnovas prinesel iz rodne Bele krajine. Vedno se je postavljal mlaj ročno. Seveda je bilo v vasi veliko fantov in dobre volje in je bilo to možno. Danes je pa tole že bolj prvič nevarno, drugič takih fantov za korejžo je težko dobiti skupaj in tudi nevarno je, ne? Tako da zdaj v novejših časih pride dvigalo pa to z lahkoto dvigne. Priprava mlaja prav tako zajema okraševanje s tekstilnimi in papirnatimi trakovi. Pri tem so sodelovali tudi najmlajši. Lepce sem plečila. Kaj pa zdaj počneš? Okraske delam. 35 metrov visok mlaj bo v Gotni vasi stal do konca maja. V Metliškem turističnem društvu Vigrec so že 5. objavili natečaj za najbolj izviren belokranjski spominek. Čeprav razpisane nagrade niso visoke, je letos na natečaj prispelo kar 46 različnih spominkov. Strokovna komisija pod vodstvom priznanega etnologa Janeza Bogataja je vse ocenila in izbrala najboljše. To je eden boljših natečajev, glede na to, kaj smo dobili. To se pravi, se v Beli krajini tudi premika stvar naprej. Večnamensko majhno volneno lutko, oblečeno v laneno platno z belokranjskim motivom, ki jo je izdelala Jakobina Pahor, Pugel, so izbrali za najboljši spominek na tokratnem natečaju. Navdušila pa sta jih tudi zelo uporaben volneni podritnik, delo Tončke Jankovič, in belokranjska piščal, ki jo je izdelal Rade Jaklič. Kot pravi Bogataj, jih je prepričala. Originalnost ideje, dobra izvedba in seveda nobena huda filozofija, kot je s temu po domače rečemo. Se pravi, enostavne stvari, dostopne stvari, ampak take, ki imajo eno razpoznavno znamenje ali pa eno sporočilo, da veš, da si ti to dobil v Beli krajini.
Sodoben turist hoče uporaben spominek, ki ni predrag, dodaja Bogataj. Sprašujem se, kaj je v zvezi s temi natečaji, kaj je s temi izdelki, ki so bili na natečaji do zdaj nagrajeni, kje so, zakaj se ne izdelujejo, zakaj ni nekih prodajnih mest, recimo. Mogoče pa bo letos drugače. V razpisnih pogojih natečaja so namreč zapisali, da je dolžnost izdelovalcev izbranih spominkov, da ta spominek proizvaja, da ga imajo tici v belokranjskih občinah, da ga imajo v muzeju na razpolago, mora določeno količino teh spominkov proizvesti, zaradi tega pa tudi, to je tudi pogoj, da dobi nagrado. Da je zanimanje za izdelavo spominkov veliko, priča dobra udeležba na delavnici, ki so jo v okviru projekta Živovinsko zgodbo ohranjajo ljudje pripravili v Metliki. V Brežicah deluje društvo zbirateljev Verigar, ki svojo dejavnostjo ohranja kulturno dediščino. Svojo redno letno razstavo v galeriji Posavskega muzeja so tokrat posvetili 660-letnici pridobitve mestnega reda za Brežice, ki jo slavijo letos. Razstavo sestavljajo posamezne zbirke oziroma deli zbirk članov društva. Prvič so predstavili register vseh 66, predvsem filatelističnih društvenih izdaj. Razstavljamo bogato filatelistično gradivo, s katerimi razpolagajo in zbirkami, s katerimi razpolagajo člani društva. Naj omenim, da je naše društvo 62 let staro, da šteje 20 članov, je malo številno društvo, vendar člani imajo svoje bogate zbirke, s katerimi so osvojili tudi velike nagrade v Sloveniji in v Evropi. Franjo Gregelj je lastnik velike in zelo bogate zbirke razglednic Brežic in okolice, ki obsega kakih 700 različnih kosov. Tokrat je razstavil razglednice mestnega jedra pred in po rušilnem potresu leta 1917. Najstarejša tukaj je faktor, kot ta prva je od 1800, tam okrog 90 leta, najstarejša litografija, Brežic. No, pa so pa tiste zaporedja, vmes sem še dal, ko je bil 17. leta veliki potres, so tudi te razglednice od potresa, pa pol mesto jedro, se pravi, tudi so spremembe pa velike. Razstavljeni so še evropski kovanci, zgodovinski dokumenti Kranjske za obdobja ilirskih provinc in takratna keramika, zanimiva zbirka starih vžigalnikov ter fotoaparatov. Pridelovalci salam so se letos pomerili na 10. novomeški salamijadi. Najboljšim so nagrade podelili v hiši kulinarike na Glavnem trgu. Zmagovalka letošnje salamijade je turistična kmetija Škrbina z Vinice pri Šmarjeti, ki je za svoj izdelek dobila 51,8 od 60 možnih točk. Najprej je potrebno dobro meso, to je najbolj kvalitetno meso, samo stegno, potem pa začimbe. 6-članska komisija, ki je tudi letos predsedoval Drago Košak, je oceno prejela 47 vzorcev salam. Salame prihajajo iz skoraj cele Slovenije, letos so prišle salame celo iz Poljčan, potem celo izpod Rogle, iz Reč je prišla ena salama na ocenjevanje, tako da lahko rečemo, da niso samo salame iz Dolenjska, ampak kar že prihajajo iz cele Slovenije. Kljub temu, da vreme letošnjo zimo ni bilo najbolj primerno za sušenje salam, je letina dobra, pravi Košak. Kljub zelo težavni letini glede zorenja salam opažamo, da je kvaliteta izredno kvalitetna, vrhunska, tako kot vsako leto. Drugo mesto je zasedla salama kmetije Zalokar z Vinici pri Šmarjeti. Tretje mesto pa si je prislužil Tadej Zupančič iz Šentjerneja. V prihodnje pa se obeta še obsežnejša salamijada. Nameravamo to prireditev razširiti, jo nameniti širšemu krogu publike, ker mi imamo občutek, da bo na tej osnovi več ljudi prišlo do kvalitetne salame. Med prvimi 10 se jih bo polovica, torej 5, 10. maja udeležilo državne salamijade v Sevnici. Gotovo se je marsikatera dobrota te vrste znašla tudi na prvomajskem pikniku, saj so bile pečene dobrote iz raznih žarov prav tajkunsko drage. Amanda se nam obeta bolje, ko prejmemo denar državnih obveznic na dolarskem trgu. Bog vedi, po koliko bodo čevapčiči v naslednjih letih. Pa lepo se imejte do prihodnjič.